Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Majda Soljanović-Hodžić, direktorica Ljudske univerze Jesenice, lepo pozdravljena. Lepo pozdravljeni in dobrodošli. Kakšen je letošnji projekt socialne aktivacije, ki poteka večkrat na leto? In kakšna je rdeča nit? Socialna aktivacija Gorenjske je projekt za ženske iz drugih kulturnih okolij. In vsako leto nekako približno 2 skupini organiziramo in vsaka skupina je vključena v program 6 mesecev. En pomemben del tega projekta je delovno-učni projekt, v okviru katerega so se letos odločile dame, ki so bile vključene v projekt in so še vedno vključene, da svoj čas namenijo mozaičnem projektu in sicer so izdelovale morske živali v obliki mozaika. S to mozaično tehniko so se prvič srečale, ampak njihova zgodba je majčkeno širša kot to. Želeli so se seveda naučiti nekaj novega, nove tehnike, v bistvu so pa želeli tudi pokazati na en način so želeli pokazati hvaležnost za to, kar prejmejo skozi te programe na naši Ljudski univerzi. In so te mozaike, ki so jih izdelali, kar 42 mozaikov je nastalo, dale v akcijo, tako donatorsko akcijo. So organizirale donatorsko akcijo in povabile posameznike, lokalna podjetja, samostojne podjetnike, na splošno širšo javnost k temu, da podprejo donatorsko akcijo. Njen cilj pa je sredstva, ki bojo zbrana, nameniti letovanju otrok, in sicer bojo sklenili posamezniki podjetja donatorsko pogodbo z Zvezo društev prijateljev mladine Jesenice. In moram priznati, da informacija o sami donatorski akciji je šla ven, bom rekla tako, med širšo javnost konec prejšnjega tedna, in od 42 mozaikov, ki smo jih imeli vključenih v akciji, je ostalo samo še 5 mozaikov. Tako da bi jaz mogoče gledalce Gorenjske televizije povabila, da sodelujejo pri akciji in podprejo dober namen ženske iz drugega kulturnega okolja. In koliko časa je potekal sam projekt? Projekt smo mi začeli že v letu 2024. Ta skupina je s projektom začela konec prejšnjega leta. Bojo pa počasi na vrsto prišle nove ženske, nove dame, ki se bojo lahko vključile v 4. skupino, in vsaka skupina je v program vključena 6 mesecev. Prvi 3 meseci so nekako namenjeni spoznavanju samih sebe, spoznavanju lokalnega okolja, v drugem delu projekta se nekako posvetimo delovno-učnem projektu, kot je bil ta mozaični projekt, in za zaključek iščemo nekako izhode za ženske, ki se želijo vključiti na trg dela, iščejo zaposlitev v obliki redne zaposlitve, v obliki drugih pravnih podlag, ali pa tudi iščejo mogoče možnosti za nadaljnje izobraževanje, za učenje slovenščine in podobno. In kakšen je interes teh oseb, ki prihajajo, da bi se naučile novih veščin, spoznale nove prijatelje, in pa seveda na prvem mestu je pa zagotovo jezik? Definitivno. Večinoma je njihov glavni motiv, zaradi česar se vključijo v program socialne aktivacije, ki je financiran s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in z ESS projektov oziroma skladov. Njihov motiv je v glavnem učenje slovenščine, ampak skozi ta 6-mesečni program se trudimo res prikazati tudi širšo sliko. Želimo jim omogočiti nekako tiste ključne veščine, ki jim bojo pomagale pri iskanju zaposlitve v prihodnosti. Določene so tukaj komaj kakšen mesec, določene dame kakšen mesec več ali pa tudi kaj let več, ampak bistvo, ki pa njih nekako združuje, je, da se želijo vključiti v družbo in postati del tega okolja, kjer sedaj živijo in ki ga čutijo za svoj drugi dom. Je omejeno število oseb, ki lahko prihajajo na socialno aktivacijo? Ja, 15 udeleženk sprejmemo v posamezno skupino. Z kreiranjem nove skupine začnemo junija, tako da kolikor imate v svojem okolju žensko, ki prihaja iz drugega kulturnega okolja, je neaktivna in nekako vidite ta projekt kot priložnost za nekako njeno rast, vključitev v družbo, toplo vabljeni, da jo napotite na Ljudsko univerzo Jesenice. In kdo financira ta projekt? Še enkrat hvala za vprašanje. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter financiranje iz ESS skladov. Hvala lepa za vaše odgovore. Najlepša hvala za vaš čas.